Čau punce, evo, jaz se nahajam pred trgovino Lidl, ker gremo zdajle v shopping in sicer po sadje, zelenjavo in različne oreščke, ker bomo potem doma delali ene take zdrave smutije za lepe lase, kožo in nohte, ker se veš, lepota se začne od znotraj, tako da gremo v shopping. Čau, Zdravko. Evo košarica, se počasi polni, tako da zdaj rabim samo še cimet in je to. Lidl očitno ve, kaj jaz rabim. Narejen. Evo mene doma, tukaj je vrečka, kjer sem kupila vse Lidlove stvari. V bistvu sem za vse dala 11 evrov, kar se mi zdi res ful ugodno. Tako da, mogoče najbolj da jo zdaj spraznemo, da ti vse pokažem, kaj je noter, pa se lotimo priprave smutijev. Evo, kupila sem sveže mleko, potem maline, ful lepo pakiram, grovnice, tak set paket grških jogurtov, 4 so noter, pa en medek, tudi ful pocen, sam 2 evra. Jaz vem, da so vsi medi ponavadi okrog 10 evrov, ta je bil pa samo 2 evra, kar je res huda cena, no. Pa potem cimet v vrečki, ovsene kosmiče, te bom imela jutri tudi za zajtrk, pa potem mandlje, limetke, sveže banane, en mango in še zadnja stvar pa je avokado in samo še račun. Ja, 11 evrov in 78 centov. Barale je vzel še radensko, tako da minus 50 centov. Evo, to je to. To so sestavine, s katerimi bomo delali smutije. Imela sem doma že mandljevo mleko, ker je v bistvu še čisto zaprt, sem rekla, da predveze kupam še enega. Pa v zmrzovalniku ohrote, jaz sem jih že dala malo prejle odtajati, tako da tudi to bomo vključili. To je to, evo, lotimo se priprave. Pa gremo, prvi smuti, ki ga bomo naredili, je za lepe, zdrave, take močne sijoče lase. In tukaj imam že nabor sestavin, kaj vse rabimo. Se pravi, banane, cimet, ohrot in mandljevo mleko. V bistvu je ful simpel, naredi pa ful dober našim lasem. Tako da gremo mi tole zdaj zrezati. Za začetek dam noter 3 ohrote. V bistvu ohrot je bogat z magnezijem in karotenoidi. To so take fitokemikalije, ki preprečujejo razgradnjo celic in tvorijo lasna vlakna. In rezultat so sijoči, lepi, zdravi laski. Gremo naprej, zdaj zrežemo eno banano. Jo narežem, da bo mikser lažje vse to premiksil, ker če daš kakšne debele kose, se pol moj mikser malo muči, tako da evo, takole zrežemo, nobena umetnost in fliknemo kar celo banano noter. Pretresam tale mandljevo mleko in ga odprem, ker je še čisto zapakiran. By the way, a imate rade mandljevo mleko, meni je ful dobro, ker je tako sladko in mi včasih prav paše. Evo, tokle ga dam, da ne bo smuti čisto preredek, ker jaz imam rada take goste smutije, tako da tole glih prav. In še žlička cimeta. Kako diši, spominja me na štrukle cimet. Kaj babi delala vidno štrukle s cimetom. Tako da, evo, tokle bo čisto dosti. Simpel ka pasulj. Zaprem in zmiksam. Njam. Po želji ga lahko pa malo dekoriraš. Jaz lahko, evo, da bo izgledal še lepši. Bom dodala po vrhu takole 2 malinci. To je to,
prvi smuti dan. Naslednji smuti, ki ga bomo delali, je za lepe in predvsem čvrste nohte. Če imam srečo pač z lasmi, tako kar tok pač lepo rastajo, imam lepo dolžino, imam pa pri nohtih ful nesrečo. Se zelo radi lomijo in tako naprej. A ne, tako da tale smuti zdaj, ki bomo naredili, je za močne nohte. In tukaj imamo ena taka super živila za to. Borovnice, mandlji, banane, ovseni kosmiči, med in mleko. In zdaj ponovno namešamo tole v tale mini mikserček. Pa bom začela kar z borovnicami. Borovnice imajo celo vrsto vitaminov in ravno te vitamini pripomorejo k tem, da so tvoji nohti na koncu bolj taki trdni, a ne? Tudi recimo prej, ko smo dodali maline za okrasek v tistem prvem smutiju, v bistvu to so taka živila, da jih nikoli ni preveč, tako da bi jih lahko načeloma oziroma čisto komot zmešala kar v smuti in ne bi bilo čisto nič narobe, a ne? Zato ker pač tega lahko pojemo ne glih neomejeno, ampak lahko si kar daš duška pri temu. Potem evo ena banana. Banana naredi vedno tak sladek okus, tako da zdajle razrežem še tole. Jimmy Oliver, Eva. Cak. Potem bomo dodali eno žličko medu, ker je ta tak fajn medek na tole pumpico oziroma pač lukenco noter. Ne bom komplicirala, pa bom kar takole stisnila. Evo, a je ena žlička? Je. Tale je ful dober, ko mi čakam, da ga tudi pojem. Potem, evo, recimo takole eno pest mandljev. Nadaljujem z ovsenimi kosmiči. Tega bomo dali recimo 3 ta velike žlice ali pa recimo nekje 6 teh malih. Tako da, evo, 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Za konc pa damo mleko, približno 1 deci. Zelo fajn je, da tem smutijam dodajate tekočino, ker pač, kakor sem prej rekla, se potem tudi mikser nenazadnje toliko ne muči, pa tudi vse skupaj zelo lepo zmehča in poveže. Tako da evo za tale drugi smuti navadno sveže mleko. Zaprem in zmiksam. Tudi zato smo dali malo več teh ovsenih kosmičev, ker ovseni kosmiči vsebujejo zelo veliko biotina, vitamina H, kar poskrbi, da so tvoji nohtki bolj taki čvrsti. Evo, zdaj pa jaz to zaženem. Drugi čarobni napitek je evo pripravljen. Zdaj pa samo še tole prelijemo v kozarček. Takole. In spet lahko malo evo okrasimo, jo bom dala povrh tele ameriške borovničke, čeprav tale je mečkam bolj redek, pa se ne prime. Tale se mogoče bo. Tu, če se ne nič hudga, bojo pa taki koščki, to je meni tudi fajn. Evo, takole in to sta 2 smutija, zdaj pa še enega. In še tretji smuti, mogoče moj najljubši, ker imam pač ful rada mango, je takole sestavljen iz manga, sem ga že oprala, limetke, en avokado, avokado tudi obožujem, vem, da so ljudje tako, enega obožujejo, drugi pa ne, vmes se mi zdi, da ni. Tako da to bomo uporabili in grški jogurt, to imam tudi ful rada, te Lidlovi so res top, tako po moje najboljši, kar sem jih jedla, tako da jih vedno kupam tam. In evo, zdajle pa tole zrežemo. Mogoče še malo pokomentiram, zakaj bomo uporabili mango. V bistvu mango je odličen vir, bo šlo dol, beta-karotena, ko se v telesu pretvori v vitamin A in prav pač, ne, zato je nujno potreben ta zdravo kožo pa obnovo tkiv. Tako da ga je kar fajn vključiti, če pač želiš imeti lepo kožo, kar jaz mislim, da vse želimo imeti. Evo, zdaj pa jaz tole na hitro zrežem in gremo potem naprej. Evo, takole nekje pol ga bomo uporabili. Mango ima noter tisto ta trdo peško, tako da ga v bistvu je treba ob strani porezati. Jaz se zdaj komi zadržujem, da ga ne pojem. En majhen košček lahko. Evo, še Rale tukaj vzadi pridno snema. Tako. Da mi zdržala. Evo, tako. Damo noter zdaj kar hlčke. Kako je sladok, a ne? Bolanje presežem.
In gremo naprej na jogurt. Ta jogurt je tako dober, njami. Kaj jaz drugače naredim, ne? To sicer zdaj bo zelo nedamsko, ampak priznaj, da ti to delaš. Ok, damo kar cel jogurtek noter, takole. In zdaj bomo dodali v tale naš smuti približno žličko limete, ampak pač ne bomo komplicirali prehranom pri posodi, tako da jaz kar takole, evo, ožamem tole limeto. Evo, zrežemo še avokado, najprej takole jaz razrežem, pač en tak moj sistem rezanja avokada, potem pa greš takole ob strani in delaš tako črtico. Voilà. Enkrat, oziroma spomnim se, ko nam je en profesor razlagal, da je rast avokada tako v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, po svetu, šla takole strmo navzgor, samo zato, ker je avokado tako zelo fotogeničen. Pač uporabljajo ga različni in kuharji in na Instagramu ful lepo izgleda in takrat je pač ful biznis s tem avokadom, tako da evo, nasvet, če kera hoče začeti svoj biznis furat, lahko pač se začne s prodajo avokadom. Jaz zdajle olupam še tole lupinco, zrežem in potem zmiksamo. Vsem se mi zdi malo gost, tako da bom dodala še malo mleka, da bo lepše tole zmiksal, evo. Bomo videli hitro, če bo dost. Zaprem še tretjič. Postavim gor in opa. In tako, evo, to so torej moji 3 čarobni napitki, po katerih ful rada posežem, kadar je ali lase, torej ali nohti, ali koža v slabem stanju, a ne? Mogoče, če bi mogla evo še zbrati enega mojega najljubšega, bi zbrala tegale na sredini, torej z mangom in avokadom, ker imam oba te dva sadeža ful rada. A tudi mislim, da še nisem omenila, da je mango zelo učinkovit proti recimo kakšnim mazolčkom, proti aknam, tudi tem ne prvim začetnim gubicam. Tako da eno tako sporočilo, ki bi ga rada danes predala, je, da je bolj pomembno, torej kaj vneseš v telo, kakor na telo, a ne? Tako da preden se boš podala v drogerije, po gore, teh kremic, pudro in tako naprej, daj najprej poskrb za zdravo prehrano, a ne? Tle se vse začne, pa še telovadba, vem, da je težko, ampak včasih se je treba malo kar preseliti. Tako da, evo, to je to danes od mene, teli smuti me že čist mamijo, da jih spijam, tako da moram finiširati tale vlog. Če ti je bil torej vlog všeč, sporoč spodaj v komentar, lahko še kdaj kaj podobnega posnamem, recimo ali moj zajtrk, ali pač kaj jaz jem čez dan, sporoč pa še ponovimo. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal in do naslednjič. Čau! Čin! Dobar je. Malo. Cimet. Zamenjava. Ta je sto hud. Tak božičen mi je ta. On mi je kar boljši. A res? Mene pa da boljši. No.